Dr. Miloš Borovšak se je rodil 3. aprila 1987 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je leta 2017 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Fazni prehodi molibdenovih oksidov inducirani s konico mikroskopa na atomsko silo in z lasersko vzbuditvijo. V času priprave doktorata je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan. Trenutno je zaposlen v podjetju Vizionect, enem izmed vodilnih oblikovalcev in razvijalcev energetsko izjemno varčnih rešitev digitalnega označevanja na svetu. Prav tako deluje kot asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko. Dr. Miloš Borovšak je tudi predan prostovoljec, saj že več kot 15 let deluje v največji mladinski vzgojni organizaciji v Sloveniji, Zvezi tabornikov Slovenije, kjer deluje kot vodja tečaja za vodje in je bil v letih 2015 do 2018 član izvršnega odbora zveze. Predtem pa je dolga leta deloval tudi kot vodja tabornikov v Murski Soboti. Pomurski akademik dr. Miloš Borovšak je novi član Pomurske akademije in povabljen je v akademijo bil kot prejemnik Pomurske raziskovalne nagrade za najboljši doktorat. In to je gvišno veliki obet, ker ga je naš Miloš več kot izpolnil. Na svojem nastopnem predavanju za sprejem v Pomursko akademijo nam je predstavil področje svoje raziskave, ker moram povedati, je seveda tudi fejst vizionarsko. Na področju tehnologije se nekša stvar odkrije in se te izboljšavlja, pokeć je skoraj perfektna. In če ćemo še nekaj boljše napraviti, si treba izmisliti nekaj drugega. Tako, ker recimo še najboljša švicarska, tista klasična vera, ne more biti tako natančna, kot najbolj enostavna elektronska vera. No in glih s tem se ukvarja pomurski akademik dr. Miloš Borovšak in nam pokaže, na kakšen način je trebalo tehnologijo pri razvijanju računalnikov, pametnih telefonov, tablic in podobnega razvijati dalje, ko bomo lejko napravili, kako se to mi pravi, kvantni skok, ko do lejko še hitrejši, še boljši. Zakaj? Zavoljo toga, ker zdaj so že za to v tehnologijo razviti fejst do potankosti in je skoraj skrajni čas, ko se odkrije nekaj novega. In te napovedi bomo gnjes lejko se vkuper poglednuli na oddaji posledih napredka. S tehnologijo, ki jo trenutno uporabljamo v računalnikih, pametnih telefonih in ostalih napravah, ki vsebujejo procesor ali mikrokontroler, se počasi bližamo fizikalnim omejitvam, ki bodo preprečile nadaljnji razvoj področja. Tako za nadaljnji razvoj potrebujemo nove pristope, ki bodo lahko postali alternativa trenutni tehnologiji. Predstavljena bosta dva načina, ki bi lahko v prihodnje postala takšna alternativa. Pri obeh gre za uporabo kontroliranih faznih sprememb v kristalih, na primer občutno spreminjanje prevodnosti, ki jih lahko uporabimo kot ekvivalent 0 in 1. Za povzročanje teh faznih sprememb je bil uporabljen mikroskop na atomsko silo in laserska vzbuditev s pomočjo ultrakratkih laserskih sunkov. S trenutno tehnologijo, temelječo na siliciju, se bližamo trenutku, ko elektronskih vezij ne bomo več mogli manjšati in s tem povečevati računske moči. Eden izmed možnih temeljev za novo tehnologijo je uporaba faznih sprememb. Primer fazne spremembe je spreminjanje vode v led in obratno, vendar gre v našem primeru za uporabo različnih stanj elektronov. Zaenkrat govorimo o bazičnih raziskavah, ki pa potrebujejo še precej dodatnih raziskav. Naslov mojega predavanja so inducirani fazni prehodi molibdenovih oksidov. Naloga, ki sem si jo jaz zadal pri pripravi tega predavanja, je v bistvu, da razložim te kompleksne in fizikalne besede za splošno publiko, glede na to, da smo pač v tej sekciji res iz vseh področij. In najprej bi začel z predavanje na temo, zakaj sploh raziskovati. Če pogledamo zdaj to sliko,
vidimo, da smo stalno obdani z računalniki. Računalniki predstavljajo skoraj vso naše življenje. En računalnik imamo v žepu, v telefonu, na računalnikih delamo, računalniki so v avtomobilih in tudi vsa naše strokovno znanje, a ne, v prejšnji sekciji smo imeli neke modele, simulacije, vse to poteka na računalnikih. In računalniki bodo v bistvu samo še bolj in bolj povezani v naše življenje. Če pogledamo v bistvu, kaj se napoveduje, govorimo o virtualni resničnosti, o obogateni resničnosti, o internetu stvari, kjer so v bistvu vse naše domače naprave povezane v internet in se pečica priklopi, ko mi sparkiramo avto in vmes se začne vreti grelec za vodo, da zavre vodo in vse stvari v bistvu že so povezane v internet, krmijo jih neki računalniki in oni že vejo v bistvu vnaprej, kaj bomo mi delali. Potem je umetna inteligenca, ker smo slišali v prejšnjem nevronske mreže, a ne strojno učenje, samovozeči avtomobili. Računalniki bodo vedno bolj prepredeni v našem življenju. Obstaja pa en problem, a ne? In sicer, da smo vedno bolj odvisni od teh polprevodniških elementov. In ti elementi temeljijo trenutno na tehnologiji silicija. Še naprej. In to je zdaj ena taka shema, kako izgledajo v bistvu tranzistorji v računalniških čipih. V bistvu imamo neka vrata, s katerimi vplivamo na stanje silicija v tem predelu in določamo, ali lahko električni tok teče med izvorom in ponorom. In s tem določamo, ali je stanje 1, torej prevodno, ali nič neprevodno. In z manipulacijo teh dveh stanj potem izvajamo neke računske operacije. In zdaj večina dosedanjega razvoja je šla v tej smeri, da se je v bistvu celotna velikost tranzistorja zmanjševala. Trenutno je ta razdalja, tehnologija, ki jo uporabljamo v najnovejših procesorjih, 7 nanometrov. To je, nanometer je 10⁻⁹ metra. Zdaj, če mogoče to predstavim malo bolj plastično, to predstavlja nekaj več kot 30 atomov silicija. In na teh skalah, ko govorimo o desetinah atomov, pride v igro kvantna fizika. Pri debelinah manjših od tega lahko začnejo elektroni kvantno tunelirati skozi to plast in pomeni, da dobimo električni tok in ne ločimo več med tem, ali zdaj to stanje 1 ali nič, ker je vedno 1. Ker zaradi kvantne mehanike elektroni tunelirajo in mi zaznavamo tok, tok pa za nas pomeni enko, v računalniških sistemih. In s tem zmanjševanjem dosegamo fizikalne omejitve. Enostavno ne bomo mogli več stvari zmanjšati, teh tranzistorjev zmanjšati, da bi povečali kapaciteto, hitrost in tudi energijsko učinkovitost. Manjši, ki so čipi, manj energije porabljajo. In trenutno, če daš naprej, trenutno se rešitev za to je, da sestavljamo več jeder. Vemo, da imamo dvojederna, 4-jederna, 8-jederna, 10-jederne procesorje in to je v bistvu samo nek trik, s katerim smo trenutno presegli to pomanjkanje v razvoju tehnologije. Zdaj smo v bistvu na nek način preselili problem
dizajna teh vezij na programerje, ki morajo zdaj nekako usklajeno obdelovati vseh 10 jeder in deliti računske sisteme na ta jedra. In zdaj, seveda, vprašanje je, ali obstaja alternativa. Problem miniaturizacije se znanstveniki zavedajo že kar nekaj časa in zato so seveda nastala številni predlogi, kako izboljšati to tehnologijo. In znani predlogi so kvantni računalniki, sestavljeni polprevodniki, kjer v bistvu obstoječo tehnologijo samo rahlo spremenimo, da izboljšamo fizikalne lastnosti, ampak to ni dolgoročno vzdržno. Potem izraba faznih sprememb, kjer preklapljamo kontrolirano med dvema fazama in s tem uporabljamo dve stanji. Potem tako imenovani čudežni materiali, o tem smo danes že nekaj slišali, o nanomaterialih, o nanocevkah, o grafenu, ki je v bistvu samo ena plast ogljikovih atomov in ima v bistvu popolnoma drugačne fizikalne lastnosti kot recimo grafit ali pa drugi materiali. In pa v tem, da bi uporabljali atome kot računski sistem. Jaz sem se odločil in sem v svojem doktorskem delu raziskoval fazne spremembe kot možen mehanizem za uporabo v računalniških sistemih. In zdaj, če samo na kratko definicijo fazne spremembe, je v bistvu prehod snovi med dvema stanjema. Mislim, ni nujno snovi, pač med dvema stanjema. Najbolj enostaven primer je voda, ki prehaja med agregatnimi stanji, kjer recimo iz vode dobimo led ali pa iz leda vodo, iz vode vodno paro. In zdaj ena izmed lastnosti je, da poznamo več vrst faznih sprememb. Ena je, da imamo nezvezdno spremembo v neki fizikalni količini. Pri vodi je recimo to gostota, ker mi iz tekoče vode dobimo led, vemo, da led plava na vodi, kar pomeni, da je gostota ledu manjša od gostote vode. Seveda pa obstaja veliko različnih teh fizikalnih lastnosti, ki kažejo te spremembe. In zdaj, razlog, zakaj sem jaz se odločil za raziskovanje faznih sprememb, je iz tega članka iz Science-a, kjer so pokazali, da lahko z laserskim pulzom inducirajo fazno spremembo, ki se kaže kot 1000-kratno zmanjšanje prevodnosti. Dve stanji, ki se razlikujeta za 1000-krat v vrednosti prevodnosti ali pa kakšne druge fizikalne količine. To so dosegli v tantalovem disulfidu s pomočjo laserskih pulzov in ti laserski pulzi so izjemno kratki. Dolžina enega laserskega pulza je približno 50 femtosekund, femto je 10⁻⁻15. Tako da to so izjemno kratki pulzi, s katerimi lahko preklapljamo med stanji. In zdaj, če hočemo mi uporabiti to tehnologijo v računalnikih, moramo seveda te stvari izvajati kontrolirano. Jaz sem se odločil, da bom preučeval sicer en drug material, molibdenov oksid. Molibdenovi oksidi so plastoviti kristali, ki jih je relativno enostavno pripraviti ali pa vzgojiti v laboratoriju. To smo tudi storili in pri spremembi temperature kažejo dva fazna prehoda. To pomeni, v bistvu se ti fazni prehodi ne zgodijo na atomski skali, ampak zaradi elektronov. Elektroni v kristalu se pod temperaturo 105 kelvinov začnejo urejati
v tako imenovani val gostote naboja. In pa pri 35 kelvinih je stvar podobna, je še en fazni prehod. Zakaj so ti materiali zanimivi? Pokazano je bilo, da z spreminjanjem pritiska lahko induciramo fazne spremembe na atomski ravni. In mene je zanimalo, ali lahko to naredimo tudi na elektronski ravni. In prvi poskus, ki sem ga naredil, je bilo induciranje faznih sprememb s pomočjo mikroskopa na atomsko silo. Gre za nanotehnološko orodje, ki je sestavljeno iz ostre konice, s katero mi v bistvu tipamo površino kristala. In kaj smo naredili? V bistvu smo s to konico se dotaknili tega našega kristala z različnimi napetostmi in smo pokazali, da lahko v bistvu vplivamo na površinski potencial, to je elektronsko stanje površine. Hkrati pa, ko pogledamo topografijo, ni nobene topološke spremembe. Torej smo vplivali samo na elektronska stanja, nismo pa spremenili materiala. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če bi mi spremenili material, bi zavedno spremenili fazo in ne bi mogli ponovno izvajati teh faznih sprememb, na ta način pa smo jih lahko. Naprej, drug način je pa v bistvu podobno, kot sem vam že prej omenil, z ultrahitro lasersko spektroskopijo. Smo s pomočjo laserskih pulzov vzbujali elektronska stanja v našem kristalu in jih potem analizirali. In če pogledamo naprej, to je slika iz laboratorija, to so zdaj ti laserski pulzi. Stvar je vidna s prostim očesom, ker je hitrost teh pulzov, kljub temu, da so tako kratki, tako velika. In naprej, in če pogledamo zdaj še zadnji graf, kjer smo primerjali, to so črne krivulje, smo primerjali z temperaturnimi krivuljami in vidimo, da smo s pomočjo laserskega pulza vzbudili neko stanje, ki ne ustreza nobenemu stanju, ki ga najdemo pri navadni spremembi temperature. To poenostavljeno pomeni, da smo vzbudili fazne spremembe. Zdaj, zadnje vprašanje, ki se pojavlja, kako bo to uporabno ali pa kako je to uporabno. Žal ta stanja niso dovolj stabilna, da bi jih lahko uporabili za naslednje generacije, tako da silicij s tem materialom ni ogrožen, smo pa zagotovo prispevali neko razumevanje fizike in mogočih naslednjih korakov pri novih računalniških tehnologijah. Pri raziskovanju uporabe faznih sprememb so uporabili ultrahitre laserske pulze. Gre za pulze dolžine nekaj 10 femtosekund. Predpona femto pomeni 10 na -15 ali 1 milijoninka milijarde sekunde. Če bi femtosekundo podaljšali na sekundo, bi sekunda trajala 31,71 milijona let.